Sledi večnosti. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Kakšna bo cerkvena pot sinode v obdobju 2025-2028, ki je izvedbena faza? Namen sinode o sinodalnosti je že od samega začetka prav to, da cerkev postane vse bolj skupnost občestva, dialoga, sodelovanja, poslušanja. Papež Leon XIV vabi naj cerkev ostane misionarska, cerkev, ki gradi mostove. Sinoda o sinodalnosti, ki jo je papež Frančišek začel oktobra 2021, je večletni svetovni podvig. Kaj prinaša slovenskemu prostoru, v cerkvi in v družbi, kakšni so izzivi? Decembra lani je bilo tudi vseslovensko srečanje z naslovom Ogenj upanja, ki je eden od korakov izvedbene faze sinode o sinodalnosti v Sloveniji. S 3 sogovorniki se bomo poglobili v razločevanje, medsebojno poslušanje in temelj sinode. Z nami v studiu so namreč sestra Marjeta Pijac, dobrodošli, pozdravljeni. Hvala lepa. Dr. Igor Bahovec. Pozdravljeni. In Matej Cepin. Dober dan. Gospod Igor, najprej na kratko, kaj je sinodalnost? Kot smo lahko slišali, poteka v več fazah. Ja, sinodalnost pomeni, kot grški izraz pravi, hoditi skupaj. Hoditi skupaj, se poslušati, pogovarjati, iskati odgovore na izzive cerkve in sveta danes in predvsem poslušati Svetega Duha, navdih njega za ta čas. Poudaril bi tudi te 3 besede, ki so pomembne v sami sinodalnosti. Lejte, biti skupaj pomeni biti pristna skupnost, občestvo. Biti skupaj pomeni biti poslan za nekaj, ne biti zase, ampak biti za dobro sveta, dobro za cerkve. In potem soudeleženost, ki je zelo pomembna stvar. Torej ne samo sprejemati, ne samo voditi, ampak biti skupaj in iskati skupaj poti. Potem pa vsak ima seveda v tem procesu svojo vlogo. Te vloge so zelo pomembne, ne? Zelo, ker voditelj skupnosti je še vedno voditelj, je pa bistvena razlika, če je voditelj hierarhičen, zgolj strukturno, funkcionalno, ali pa če je voditelj tisti, ki je sredi ljudi, sredi ljudstva in mu ljudstvo zaupa. Torej je en velik premik v načinu, kako se živi cerkev. To je bistvo sinodalnosti. Premik v načinu. Sestra Marjeta, kaj sinodalnost prinaša običajnemu verniku in kaj redovnikom ter duhovnikom? Kar je Igor sedaj opisoval, se lahko zaživi v različnih vlogah na različne načine. Recimo za običajnega vernika se predstavljam, da sinodalnost pomeni priložnost, da bolj v polnosti zaživi kar v resnici kot vernik svojo identiteto, kar je vključenost v Kristusovo telo, v cerkev. Da bi na tak način lažje odkril, kateri so njegovi darovi, duhovni darovi tudi, ki jih lahko da na razpolago, da odkrije v občestvu, da je Bog dejansko navzoč, zato ker občestvo je tako, da odnosi bolj ali manj funkcionirajo, oziroma če so problemi, se jih skupaj tudi razrešuje. In na ta način v bistvu je to krščansko življenje bolj polno, smiselno in tudi bolj privlačno. In na ta način postajajo tudi lažje misionarski učenci, kot govorimo, da še nekoga, s katerim živiš na delovnem mestu, lahko s tem, kako si, kdo si, tudi zanimaš. In na ta način vstopiš v to poslanstvo pričevanja. Za nas, za redovnice, je pa to bolj izziv v tem živeti bolj pristno občestvenost, pa se mi zdi, da je klic k skupnostnemu razločevanju. Ker če želimo tudi mi, ali pa mi, redovniki, redovnice, res slišati, kaj Duh nas vabi, spodbuja, moramo danes, ker je svet toliko razdrobljen, toliko nekako divji, in to vpliva tudi na naše notranje življenje, razvijati sposobnosti, načine, da smo odprti in da slišimo, pa ne more en sam, skupaj. In to bo ni tako enostavno, nismo vsi naučeni, da osebno razločevanje, ampak skupaj razbirati, kaj je tisto, kar Bog govori. Ta vidika za redovnice in redovnike, pa za duhovnike, je pa mislim, da izziv ta, kako biti voditelj z ostalim delom Božjega ljudstva. Se pravi, dobro sodelovati in škofom, z drugimi duhovniki, pa z laiki ali pa posvečenimi, ki so v župniji. Tukaj se pa odprejo res velika polja, področja za rast, učenje, ampak skupni imenovalec je isti, kako prepoznati, slišati, kaj Duh dela in k čemu nas vabi in spodbuja. Gospod Matej, kako se sinodalnost na splošno lahko živi v laiških združenjih?
Ja, več plasti je bilo že omenjenih. Naprimer, eno je gotovo odnos med laiki in duhovniki. Pogosto slišimo tiste stavke, ja, kako bo pa prt polikan na oltarju, bodo pa gospod župnik povedali, ali pa kako, če se bo okna menjalo ali pa take stvari, ne. Ampak biti in hoditi skupaj ne pomeni, da je za vse odgovorna ena sama oseba, ne. Ampak se mi zdi, da tako zelo pomembno izhodišče je, da imamo različne talente, s katerimi smo ustvarjeni, in te talenti so med seboj lahko komplementarni, ne. Lahko prihaja do sinergije med njimi, lahko vsak je v nečem boljši od ostalih in skupaj naredimo lahko veliko bolje, ne. Ta znamenita enačba 1+1 je enako 3, ne. Drugo, poleg tega odnosa laik-duhovnik, ne, kjer vse tiste prejšnje zgodbe se mi zdi, ne, veste, laiki boste mogli bolj prevzemati, ker nas bo duhovnikov vedno manj, ne. To se sliši, to je pravzaprav ista stvar, ampak čist z drugo podstatjo, z drugo zgodbo, a ne. Tisti je, ne, v angleščini se reče temu scarcity mindset, ne, se pravi mentaliteta pomanjkanja, ne. To sinodalnost je pa mentaliteta obilja, ne. Imamo obilo talentov, dajmo skupaj jih nekako deliti, ne. Drugo je pa znotraj laiških združenj, se pravi, kaj sploh je laiško združenje, ne. Lahko je sicer na župnijski ravni, na nacionalni ravni, kakorkoli, se pravi, neke vrste organizem, ki ga laiki sami vodijo, upravljajo, ne, dobro, sami, zdaj spet vprašanje, ne, v kontekstu tega, da živiš z Jezusom, koliko si sam, pa v bistvu ravno podobno, kot se to na neki župniji dogaja, se pravi, tudi tam imaš vedno neko členjenost po nekih vlogah, imaš nekega voditelja, imaš nekoga tajnika in vsak je za nekaj odgovoren in pust me, jaz to počnem že 20 let in vem kako, a ne. Ja, ampak časi se spreminjajo, ne. Papež Frančišek je rekel celo, da ne živimo samo v dobi sprememb, ampak v spremembi dobe, ne. Se pravi, modeli se morajo tudi kar drastično menjati, a ne. In se mi zdi, da je sinodalnost ena taka lepa, obilen blagoslovno za to novo dobo. Gospod Igor, kaj prinaša slovenskemu prostoru sinoda v cerkvi in v družbi? Kakšni so izzivi? Ja, v družbi mislim, da je dobro sprejeti dejstvo, da živimo v radikalnem individualizmu. In osamljenost je resen problem. Mnogi stari, in to mislim, da je dejansko glavno oboštvo v Sloveniji, so osamljeni, zapuščeni. Mnogi mladi tudi ne najdejo stikov. Torej, prvi odgovor za slovenski prostor je sprememba mentalitete v smislu skupnosti, v smislu srečanja in tudi v smislu poslušanja. Mi nismo narod, ki bi znali poslušati. Tudi Evropa danes ni, ker je to kultura. Ampak naučiti se res srečati, poslušati, da potem skupaj nekaj zgradimo. Pri tem je pa vsak pomemben. To pomeni veliko spremembo v cerkvi, ker cerkvi je skozi stoletja bila zelo hierarhično urejena, strukturno, to, ki je bilo že mičkeno rečeno, ne. Poziv, mislim, da duha danes je čisto jasen, obrniti strukturo tako, da vsi hodimo po poti. Zato v prvem koraku sinode, v prvem obdobju smo se poslušali, v drugem koraku so seveda tisti, ki so bolj odgovorni, mogli to skupaj izbrati, ne, tako da vloge niso poravnane, ampak se drugače živi, ne. Človek, ki ima v srcu duha skupnosti, je skupnostjo povezan in to je eno izmed bistvih sinod. To je prav sprememba kulture, tudi znotraj cerkve. Mnogi laiki, klerikalizem je velik problem, mnogi laiki so zelo klerikalni, ker pričakujejo, da bo župnik oziroma duhovnik rekel, ne. To pomeni veliko spremembo, ki je pa tudi v skladu s tem spremembo časa, ne. Mi dejansko ustvarjamo novo kulturo, ker rušijo se tendence zadnjih stoletij, ne. Kakšna bo cerkev v tem času? Mislim, da 3 izzivi so zelo močni. Prvič, cerkev ni namenjena živeti zase. Torej, da bo cerkev dejansko za življenje sveta. Druga stvar je, da v tem ne more biti eden sam tisti, ki naredi, ampak da delamo stvari skupaj. Torej, razviti sinergijo, ker je v Sloveniji zelo hudo. Mi dejansko nismo narod, ki bi znali sodelovati tako, da bi sinergijo bili. Da bomo pa to lahko živeli, je treba pa najprej razviti pristen dialog, ker dialog ni samo to, da se pogovarjamo, da se srečamo, ampak da se v tem spremenimo in da nekaj ustvarimo skupaj, ne. Mi razumemo človeka drugega, drugače po resnem pogovoru gradimo skupnost, ampak to nas vrže nekam, da nekaj ustvarimo. Zato je v bistvu sinodalnosti dejansko zaživeti poslanstvo z soudeleženostjo, ne. Da pa to lahko živimo, moramo pa med seboj se povezati bolj mogoče kot danes, ne. Torej, nekaj je seveda problemov za našo družbo, ki je kultura, druga stvar je pa seveda sinodalnost odgovarja na tiste pereče stvari
vsake družbe in vemo, kateri so slovenski problemi. Torej, to je en nov premislek, nova molitvena drža, da se dejansko soočimo z stvarnostjo slovenske družbe in slovenske cerkve. Ampak odprtost za sinodalnost pa je v naši družbi zelo prisotna, kaj ne? Tako kot marsikje drugje po Evropi in po svetu. Nekateri so zelo odprti in bomo spregovorili, upam, da nekaj o tem. Drugi so pa zelo, zelo zdržani, ker to dejansko pomeni spremembo načina življenja. In mnogi smo, ali pa mnogi so navajeni, tako kot se dela prej, naj se dela naprej. Ne gre za to, da se je prej delalo slabo. Gre za to, da se je kultura tako spremenila, da tako kot se je prej delalo danes, enostavno ne moreš delati več, ker ne daje rezultatov istih. Gospod Matej, kot facilitator sodelujete z več organizacijami, vodite procese načrtovanja, skupnega iskanja, razvoja vizije. Kakšne so izkušnje s tem delom? Kaj gre dobro, kaj slabše, kaj so tukaj izzivi? Ja, ta potreba po tem, da skupaj iščemo, kam iti, ki se pojavlja že kar nekaj časa, jaz jo opažam nekje 20-30 let, najbrž je bila pa že prej. Se mi zdi pa, da še posebej v covidu in po njem, po pandemiji oziroma med pandemijo je pa potreb bilo še več potem, v smislu tega, da mogoče je bilo takrat malo več časa, malo manj konkretnega dela in so se ljudje malo bolj spraševali, kam gre sploh ta svet, kam naj gremo mi kot, laiško združenje, kot župnija, kot škofija in tako naprej. Tako da so se potrebe po tem skupnem premisleku kar povečale. V bistvu to facilitiranje zgleda na ta način, ponavadi tako, da je nek proces, se pravi, imaš proces, v katerega je vključenih več ljudi, različnih vlog, in se v bistvu voditelj ne odloča sam o vsem, ampak se recimo dobimo 5-krat po 2-3 ure in v nekem vodenem procesu opredelimo neko analizo stanja, naredimo neko poslanstvo, opredelimo vizijo in neke prioritete ali pastoralne prioritete, če gre za pastoralni projekt, ali neke organizacijske prioritete, če gre za neko organizacijo ali kakorkoli. Ja, in potem v bistvu, kaj se zgodi, da dobijo lastništvo ljudje nad tem. Se pravi, da to ni od zunaj dano, od voditelja, ampak da je moje, da postane stvar tudi moja, in da se potem iz tega živi. Zdaj, glavno izzivi, ki ste vprašali tudi, prvič, velikrat je izziv v takih organizmih vzeti si čas sploh, se pravi, ne verjamejo, da bo ta proces dobra investicija, če mi damo, 15 ur krat 5 ljudi, je to 75 ur, Če mi damo 75 ur, bo to dovolj dobra investicija, To se da tudi takoj pretvoriti v finance, koliko ura stane in a bo to zdaj nam prinesel nazaj ali ne, če bi tako gledal, Ponavadi se v cerkvi je to tabu, sploh se ne govori o tem, ampak velikrat bi se dalo tudi tako gledati, Potem drugo vprašanje je pa, ali bo ta načrt ostal v predalu ali ne, ker je en paradoks, se pravi, če voditelj potrebuje to, da se vodi proces, da se bomo skupaj odločili, je včasih lahko to tudi rajš ne bi nič naredil, pa bom mal skupaj dal, se pravi, je voditelj mal plah oziroma, in zaradi tega gre, Če ima tak vzgib, da gre zaradi tega, ker ne upa nič narediti, v to, potem je to mal nevaren, Če ima pa vzgib ta, da ve, da so drugi v marsičem, recimo temu dopolnjujoči za njega, ne bom rekel boljši, ampak da ga dopolnjujejo v stvareh, v različnih, potem je pa to odlično izhodišče, ker skupinska, kolektivna modrost je vedno boljša od individualne. Skupinska dinamika tudi marsikaj prinese, skozi sinodalnost. Mnogo konfliktov tudi se odprejo določene, kot facilitator potem recimo vidiš, kje se oni sploh zapenjajo, in je recimo v narekovajih zapenjajo, in je tam potem, jaz si to tako predstavljam kot potenciometer, recimo primer, ali bomo šli usposobiti malo voditeljev, pa tiste zelo globoko, ali bomo usposobili veliko voditeljev in širili našo pastoralno dejavnost in se ne bomo vsakmu toliko posvečali, recimo, ali pa drug primer, ali bomo program predpisali, pa bo voditelj ga sam izvajal, ali bomo pa vsakega voditelja opolnomočili, da bo sam razvijal program, in bomo imeli mogoče malo slabšo kvaliteto ali pa boljšo zaradi tega, In ne moreš imeti nikoli obojega hkrati, In to so pol take odločitve, jaz temu rečem, ko se odločaš, se pravi, ločaš od vseh ostalih poti. Ne gre samo za to, da se odločimo za eno pot, ampak boli najbolj to, ko moramo opuščati. Saj taka facilitacija je pogosto boleča zaradi tega, ker
se moramo odrekati stvarem, ki niso bistvene. Ne? Sestra Marjeta, zdaj smo v izvedbeni fazi sinoda o sinodalnosti. Kakšen je njen namen, kako poteka? Namen je preprost. O sinodalnosti ne se samo pogovarjati, ampak dejansko nekaj narediti, poizkusiti. Kje v krajevni cerkvi oziroma v tistem občestvu, kjer smo, kjer živimo. Je tudi nastaven dokument o razpoti izvedbene faze, ki ga je pripravilo generalno tajništvo sinode, ker se zavedajo, da je potrebno to po vsem svetu spodbujati, krajevno cerkev, da bi prešli v fazo izvajanja, ki je v bistvu učenje z delom. V tem dokumentu je opredeljeno oziroma ponovno poudarjeno, da so škofje tisti, ki so odgovorni za ta proces v svojih škofijah, ampak ne sami, s svojimi sodelavci, z duhovniki in potem naprej z temi organizmi soudeležbe, ki že obstajajo, so razni sveti, pastoralni, gospodarski, duhovniški in seveda župnijski pastoralni sveti. Jaz tako gledam, ta izvedbena faza je tako organizirana, seveda tudi sinodalne ekipe na škofijski ravni, na nacionalni ravni. Taka struktura je zastavljena, priporočena zato, da bi se sinodalnost prijela, preizkušala, da bi se vadilo v njej, od vrha navzdol so spodbude, ampak enako priporočajo, spodbujajo, tako razumem, da bi tudi od spodaj zgor. Sveti Duh deluje po vsej cerkvi, po sveti, povsod. Torej vsi smo povabljeni, da slišimo spodbude, referenčni dokument je pa sklepni dokument sinode. Tam noter je zapisano, opredeljeno, kaj sinodalnost je, različna poglavja, različni bistveni elementi. To je vsem dostopno, vzeti v roke, narediti eno mini analizo, kje smo, kje je ena ključna potreba ali pa kje se nam zdi, da bi bilo možno nekaj preizkusiti, poskusiti to narediti. Je pa tudi vabilo k formaciji v to fazo vključeno, tako da je to en podvig, nadaljevanje podviga. Vabilo k formaciji, da nadaljujemo še morda tukaj, če razložite? Delo formaciji, ker če prejšnji način ali pa obstoječi način ne zadošča, je malo iluzija, da bi rekli, delajmo na novo, ne da bi vedeli kako. Torej, potrebno neke formacije za našo miselnost, mišljenje, da sploh vidimo, kaj pa sinodalno bi bilo, katera področja to nagovarja. Potem na področju odnosov ali pa načinov pogovarjanja spet potrebno se naučiti, odkriti, kje pa so ena pomanjkljivosti ali pa kje smo šibki. Ali je to, glede vodenja, recimo en program vodenja 9-7, je v zadnjih 2 letih nastal, ki je usmerjen prav v to, usposobiti, opolnomočiti, ta moderna beseda, voditelje, duhovnike, laike, redovnike, redovnice, kogarkoli v cerkvi, ki bi želel prevzeti soodgovornost, zato da bi lahko dobro deloval. In se moramo tega enih veščin naučiti. Potem, tudi glede sinodalne duhovnosti, potrebujemo neke usmeritve, eno formacijo, da bi se oblikovali, ker to je pot, da se potem tudi naša srca odprejo za kakšno spreobrnenje, ker je pa ključno v sinodalnosti ali pa nasploh v prenovi cerkve, da do tega pride, da se naša srca, naš odpira, pa tudi srce, rabimo neko oblikovanje, formacijo za to. Lahko morda gospod Matej tukaj nadaljuje o programu vodenja 9-7? Ja, vodenje 9-7 je ena taka zanimiva pobuda, ki se je razvila približno 3-4 leta nazaj v nekaj glavah in potem je kar dobila vedno več somišljenikov. 3 leta nazaj se nas je kakšnih 21 leto dobivalo in smo imeli nekako 2 cilja. Prvič, reflektirati svoje načine vodenja, ker to smo bili vse taki voditelji malo večjih sistemov, sem jaz temu rekel. In pa drugi cilj, poskušati narediti nek model, kako bi te ugotovitve prenesli tudi lahko širše na cerkev. Ni bilo to nič sistemskega, v smislu to, da bi zdaj imeli neko zaslombo nekje in da se to bo uveljavljalo, ampak smo se čisto prepustili, ali bomo znali s tem koga nagovoriti. No in potem smo naredili, mislili smo na začetku en krajši tečaj narediti, ampak se je pa izkazalo, da bi kar celoletno usposabljanje nastalo, kjer je okostje tvor 5
skrajšanih vikendov, se pravi od petka popoldne do sobote popoldne. To se je izkazal kot dober termin, zato da imajo nedelje ljudje še za pastoralno dejavnost in za druge stvari, pa tudi, da si v soboto zvečer že doma prespiš. In to je v bistvu 5 takih kratkih vikendov, skrajšanih vikendov, vmes so pa še spletna predavanja, pa zelo pomembno noto dajo male skupine, ker se udeleženci po 4 ali 5 dobivajo skupaj in skupaj rastejo. No. In to je v bistvu celoleten program, ki prav vidimo, kako spreminja posameznike in tudi povezave gradi. In v bistvu tema vseh skupaj je pa vodenje. Ne. In bodi si se udeleži predstojnik kakšne redovne skupnosti ali pa voditeljca Karitas ali pa škofov tajnik, vodja pastoralne službe, laik, tako zelo različni profili, vsi s skupno temo vodenja. No, sem ponosen, da smo nabrali ekipo res kvalitetnih izvajalcev, trenerjev, ki so iz različnih področji in ki so tako, da imajo izkušnje pastoralne na različnih področjih in tudi recimo en se malo bolj spozna na komunikacijo, en malo bolj na osebno razločevanje, en malo bolj na vizijo, en malo bolj na timsko delo recimo. In so pač vse te stvari dosti tudi premišljene, tudi premoljene v veliki meri, no, in jih zdaj je že druga generacija poteka in iz leta v leto stvar izboljšujemo in nadgrajujemo. No. Tako da res verjamem v to seme, no, zasejano. Dr. Igor Bahovec, takšna vodenja, in tudi na začetku ste rekli besedo razločujemo, so v procesu sinodalnosti zelo pomembna. Mogoče je dobro reči, večji del dogajanj, ko pridejo ljudje skupaj, v sinodalnosti je po malih skupinah 12 plus minus ljudi. To pomeni, da se razvije ena dinamika, ki jih ni, če jih je 50 ali pa če so samo 4. Zakaj? Ker v krogu 12 ljudi človek lahko izrazi tisto, kar ima v srcu, prideš časoma zaupanje, torej to ne moramo reči, bomo danes jutri, ampak mora biti nek proces in v tem procesu se to razvija. Torej, nekdo mora pa to koordinirati. Ne moreš to kar pustiti tudi. Nekdo mora skrbeti, da ta dinamika ne uide zunaj tistih temeljnih okvirov dinamike. Jaz sam ne bi temu rekel metoda. Reče sicer metoda ali pa način pogovora v duhu, ampak gre predvsem za to, da se ta dinamika razvije, ker se lahko z nekaj različnimi variantami. In 3 koraki so zelo pomembni pri tej dinamiki in voditelj oziroma asistent oziroma tisti, ki facilira, je zelo pomembno, da to nekako usmerja. Da vsak lahko izrazi sebe, in to je v prvem krogu, in drugi morajo seveda poslušati druge. V drugem krogu, kaj je to, kar so drugi rekli, pomembno v meni odmeva. Da res slišimo ti, torej jaz ti, in v tretjem krogu, kaj to pomeni za nas skupaj. Na ta način, mislim, da v današnji kulturi, tudi včasih v cerkveni kulturi, ne samo v civilni, bomo premagali mnoge skušnjave, prav strah biti pristno se izraziti in videti to zaupanje, da to, kar drugi reče, je zame pomembno. Da bomo razvili to, kar je že bilo omenjeno, dopolnjevanje, ker mi smo v napetostih, da napetosti ne bomo imeli kot težave, ampak tisti vir, ki nam omogoča, da skupaj iščemo naprej. Ena beseda je zelo zanimiva tukaj, ki jo redko danes uporabljamo, antinomija. Torej napetosti, različnosti, antinomočni, različne usmerjenosti niso problem. Če jih vidimo na ta način, da nas usmerjajo, to je pomembna stvar za življenje, dajmo malo globje pogledati, za kaj gre. In na ta način iščemo dejansko globje odgovore. Ker seveda pomeni, da govorimo na fragmentarnost, na razdrobljenost, na razsrediščenost sodobne kulture, ne z neko prisilo, ampak z nekim skupnim prizadevanjem. In tukaj imajo seveda voditelji izjemno pomembno vlogo, da so v pomoč temu procesu. Zelo narobe pa je, da bi voditelj hotel uveljavljati svojo idejo. Bistvo tega procesa je, da se človek odpove sebi, da slišimo drugega in da drugi povejo, kaj je od tebi pomembno, da pridemo pa, kaj je nam skupno. In to je bistvo sinode hoditi skupaj. Hoditi skupaj, tako ja. Seveda, glavni akter je pa Sveti Duh. Glavni akter ni človekova psihična ali pa psihološka dejavnost, ampak glavni akter je to, da skupaj poslušamo, kaj Duh govori cerkvi, kaj Duh govori nam, tam zbranim. Lani, 13. decembra, ste na Rakovniku v Ljubljani, sestra Marjeta Pija, organizirali jubilej sinodalnih ekip in organizmov soudeležbe z naslovom Ogenj upanja. Kakšen dogodek je bil, kako je nastal? Ta dogodek ima v ozadju jubilej, ki je bil v Rimu.
ki je bil 24. do 26. oktobra, se mi zdi. Nas je bila ena mala ekipa, škof Maksimilijan Matjaž, duhovnik Janko Rezar, jaz sem bila, smo bili tam in že tam je bilo tako, to je duhovno dogajanje, ne? Greš seveda dogodki, formacije, srečanja, pričevanja, ljudi vidiš, doživiš ta momentum cerkve, ampak duhovni dogodek. Jaz se spomnim, da takrat je mene nagovarjala Božja beseda, en stavek je bil dnevna Božja beseda, prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Mene je to odprlo, sem rekel, tako močno mi je govorila, ampak nisem vedela, zakaj. Potem šele čez en teden, ko smo se vrnili, sem imela čas, da sem reflektirala, mi smo že v Rimu skupaj, si tudi povedali, podelili, kaj nas je nagovarjalo, kaj smo slišali. Ampak ko sem prišla nazaj, me potem v molitvi tako splavalo spoznanje, tudi pri nas potrebujemo en podoben dogodek. Zato je ta jubilej nastal. Ampak ponovno, ta dogodek se ne bi zgodil, ker je mene nagovorila tam Božja beseda, ampak to je bil samo en košček, ki je pripomogel, ampak ker je bil čas zrel, ker je pri nas ena mreža ljudi. Jaz sem to pobudo preverjala, smo razločevali, ali je res od duha, ali je to samo ena kaprica moja. Potem je prišlo dejansko tudi z Matejem Cepinom, sva kar hitro prišla v stik in sva preverjala in sva ugotovila, dejansko gre za neko sinergijo v isto smer delovanja. Ja, tako, jaz mislim, da bi 6 tednov smo imeli na razpolago, da je ta dogodek se organiziral za nekoga, ki se malo spozna na organizacijo, je to jasno, da je to zelo malo časa, rabiš pol leta ponavadi. Smo tako naredili, da smo ad hoc skupino, svet dogodka oblikovali, vsake škofije, vsaj enega predstavnika, da smo to, kar smo si zamislili, preverili, dobili še odmev, izboljšali še dodatne vidike, dodali predvsem upoštevati različnost, iskati znamenja upanja. Škofovski konferenci je bilo predstavljeno, je bilo potrjeno, sprejeto. In potem smo šli v akcijo in v 4 tednih se je dogodek pripravil in izpeljal. Bilo nas je okrog 72, večina laikov, ampak tudi duhovniki, diakoni, redovnic, redovnikov, 3 škofje, 2 škofa, 1 nadškof, kar glede na to, da je bil res kratek čas za prijave, je bilo super odziv, zelo dober odziv, tako da je bila pestra sestava iz vseh škofij, različne vloge, župnijski pastoralni sveti, ti duhovniški sveti, sinodalne ekipe. In potem samo vzdušje, smo doživljali, da smo res bratje in sestre, ki se srečamo, pogledamo, z zanimanjem pogovarjamo, izmenjujemo in smo imeli tudi momente, točke skupne molitve, še predtem spominjanja, kaj smo na poti sinodalnosti v Sloveniji že prehodili, doživeli, naredili, spoznali. Potem pogovor v duhu, izmenjava, bolj osebna teh izkušenj in na to možnost ene delavnice, se pravi ena formacija, 5 delavnic je bilo ponudbe, potem pa seveda kosilo, druženje, proti koncu še posvet, iskati, kaj bi bilo za naprej narediti in na koncu skupno romanje, svetoletno še. Kaj ogenj upanja pomeni z vidika laiških združenj, Matej? Ja, moram reči, zdaj, ko je Marjeta Pija govorila o tem dogodku, so mi misli splavale nazaj in kako je bilo to res na hitro vse narejeno, zdaj šele vidim. In ne samo, da je bil to dogodek, mi smo imeli zelo jasen zakaj, mi smo imeli zelo jasne namene in cilje postavljene, kar je bilo treba ta cel proces tudi narediti, zakaj bi mi ta dogodek sploh imeli, ker velikokrat v cerkvi se dogodki delajo zaradi dogodkov, pač imaš dogodek bo, ljudje bojo prišli, počastili bomo Boga, to je to, Tukaj pa ni bilo, je bilo pa poleg vsega tega tudi še jasen nekako, kako bi rekel, to jasno kamen na tej poti izvedbene faze sinode. In recimo zdaj, ko reflektiram za nazaj, sam sem 2-3 osebe tam spoznal, že kot sad, ki jih prej še nisem osebno poznal, s katerimi se je potem že nekaj zgodilo, naknadno. Se pravi, je ta ogenj plamtel še širše. Zdaj, za laiška združenja bi težko rekel, prav, da smo že merili kakšne učinke v smislu, da smo že zaznali nekaj. Meni se zdi tako, beseda sinoda in sinodalnost gre v Sloveniji že marsikomu na živce.
ker je že od covida se vleče in je v bistvu mnogi se niti ne poglabljajo v njeno definicijo, ampak jo nekako kar čutijo kot nekaj, kar jih ogroža. In v marsikateri župniji nismo slišali še nikoli besede sinoda ali pa sinodalnost, sploh. In ja, tukaj je pa bilo eno, kako bi rekel, mravlišče ljudi, ki jih pa to zanima, ki jih zanima to. In tudi, ko sem se z ljudmi pogovarjal še po tem dogodku, o tem dogodku, so se odprle kar kakšne še dodatne, sploh med laiki, kakšne dodatne zaskrbljenosti v zvezi s cerkvijo, ki je ta dogodek prebudil v človeku, ne vem, željo, da bi se pa nekaj drugače naredilo. To recimo, rečem, 4-5 stvari so se zame sledile iz tega dogodka ven. Doktor Bahovec, kako bi to komentirali? Tam sem bil tudi jaz zraven, in 3 stvari bi rad rekel. Prvič, je bilo lepo biti skupaj, ker smo bili ljudje skupaj, ker velika večina imamo srce v tem dogajanju. To, kar je bilo rečeno, torej določen odpor v slovenski cerkvi je, in tudi v drugih nekaterih cerkvah je. Tukaj smo se pa zbrali tisti, ki imamo radi ta proces, in je bilo ogromno odprtosti, zavzetosti. Zanimivo, v eni izmed malih skupin na teh srečanjih je bila tudi oseba, ki v župniji nikoli ni slišala sinodalnost in je od zunaj nekako slišala in prišla kar tako zraven in se je izjemno dobro počutila. Navaden laik, gospa. Druga stvar, ki bi rekel, to, kar je bilo ravno kar omenjeno, tukaj je tipičen izraz tega, da če se srečamo v resničnem dialogu, poslušajoč seveda znotraj odnosa s Sveto Trojico, se bo nekaj rodilo, bo nekaj novega, ker vsak prej tega ne ve. Torej tisto vmes, ker je sad dialoga, se je dejansko zgodil in s tem smo odprli tretji vidik, ki ga želim tukaj kratko povedati, to, da sinodalnost je proces. Vsi tisti, ki sinodalnost moti, mislim, da so eni hudi pomanjkljivosti. Zanemarjajo to, da so nekateri procesi v družbi in v cerkvi trajajo desetletja ali še malo dalj. In mi mislimo, da moramo takoj vse dobiti. To je kultura kratkotrajnosti. In tej kulturi se je pa upreti in razviti drugo kulturo. Če mi želimo narediti en globlji premik, se treba pustiti čas, je treba korakati. Vsak, ki je velik športnik ali pa ki je velik alpinist, ve, koliko je treba vložiti, nazadnje to narediš. Tega se ne smemo ustrašiti. Sicer pa izgubimo potencijale, ki so nam dani. Mislim, da nekaj takih dogodkov rabimo ljudje, zakaj, da ko skupaj pride, so tudi opogumljen. In tega danes zelo manjka. Prav upanje in pogum je bil velik sad tistega srečanja in je bilo videti, kako so ljudje mnogi žareli, se odprli in bi zelo veseli bili. Druga stvar pa je, na tej poti smo še v fazi iskanja. In so tudi negotovosti, so tudi vprašanja. In ta vprašanja se tako izražajo in počasi razvijajo to. Ker mi ima vedno 3 izraze, ker sem pa rekel mi. En izraz je tisti, ki stekamo skupaj, ker se strinjamo. Drugi izraz je tisto, ker nam se zdi, to je zelo pomembno, ampak ne znamo še reči, torej dajmo nekoga prositi, da nam pomaga. In tretji izraz je tisto, ker so napetosti tako velike, tukaj moramo pa si malo več pustiti. No, ampak ta drugi izraz mislim, da je bil zelo izrazit pri ognju upanja in to pomeni, da bomo šli naprej z enim velikim veseljem. Omenili ste tudi večkrat besedo dialog. Bistvo dialoga je v razumevanju drugega, kaj ne? Bistvo dialoga, je dvoje. Da se srečamo, da se razumemo, da se srečamo v globini človeka, bi se rekel v srcu, Cankar je recimo o tem govoril, Prešeren, Druga stvar pa je, da se s tem tudi povežemo, seveda, ampak druga stvar dialoga je vedno, da se nekaj novega ustvari, ker vmes se nekaj zgodi. To je spomin, ki je živ spomin, to je ustvarjalnost. Jaz sem tudi fizik, velika, moderna, sodobna fizika, kvantna mehanika se rodila ne samo v eksperimentih, ne samo v računih, ampak tudi v neformalnih pogovorih, kjer se človeku pusti, da se nekaj novega rodi. In to je ena protikultura današnji prevladujoči popularni kulturi, ki ti ne pusti v tišini, da bi se v tebi ta proces razvil. Ta dialoški proces. In še to bi rekel, dialog ni samo med različnimi. Dialog je tudi med tistimi, ki si prizadevajo za isto stvar. Med tistimi, ki si prizadevajo za isto stvar, je dialog zelo pomemben. Zakaj? Ker tako se lahko rodi sinergija, ali pa kot je prej Matej rekel, da je 1 in 1 več kot 2. Sestra Marjeta, kakšni so zdaj nadaljnji koraki po tem dogodku? Še vedno smo v tem kontekstu, okviru izvedbene faze, ki predpostavlja različne ekipe na škofijski ravni,
predlagajo, da so možne tudi na dekanijski ravni. Tudi ena župnija si lahko organizira svojo sinodalno ekipo. In pa na slovenski ravni. Mi trije smo del te sinodalne ekipe Škofovske konference, ki je v nastajanju. In smo vključeni tudi v načrtovanje, kaj bi v tem letu 26, ki je res namenjeno izvedbeni fazi, torej delati nekaj, kaj bi naredili. In to je zdaj en korak, da mi pripravimo ta načrt, usmerjanje pa v to. Želimo si, da bi ta izkušnja, ki je bila živa na ognju upanja, sinodalnosti, sinodalnega načina, bila prakticirana tudi na kakšnih delovnih srečanjih na medškofijskih telesih, naprimer. To je nekaj, kar je v našem dometu in bi radi to omogočili, ponudili, da se skupaj učimo, kako delati skupaj na en tudi drugačen način. Potem radi bi spodbujali proces sinodalnosti z kakšnimi primernimi gradivi. Imamo vpogled v to, kaj je tudi v drugih državah, škofovskih konferencah pripravljajo in bi kaj od tega prevedli. Obstajajo tudi kakšne knjige, ki bi bile za naš slovenski prostor ključne, ki bi nam pomagale k razumevanju in prakticiranju. Tudi glede, egzamna, osebnega razločevanja, skupnostnega načrtovanja apostolskega, kjer je poleg tega te miselnosti, ki je, da se vplete tudi kako dejansko videti, kako nas duh premika. In potem kakšen dogodek bi še radi tudi pripravili v tem letu, to je še v zametku, ne? Ker naslednje leto, 27, so pa v načrtu evalvacijska srečanja po škofijah in tudi na slovenski ravni, da bi zbrali izkušnje in neke sadove. Tako da se trasira neka pot, spletno stran bi radi postavili, da je eno stekališče in da je tudi neka lista, kako se reče, po slovensko mailing lista, da bi se ljudje, ki so za to zainteresirani, odprti, povezovali med sabo. Gospod Matej, kako vi po vaši poti vidite to izvedbeno fazo? Ja, hvala Bogu, da smo prišli tudi do izvedbe. Jaz tako vidim, seveda sem sam zelo zagovornik načrtovanja, se pravi, da pred vsako izvedbo najdemo nek fokus, kaj se nam zdi najbolj bistveno, ne? Ker najslabše je, da nimaš pravega fokusa, pa izvajaš, ne? Se pravi, takrat se oddaljuješ od bistvenega, ne? Menim, da so saj sam osebno tako doživljam zdaj izzivi že dokaj jasni. Vsak krog jih mora seveda zase na novo opredeliti. Izzivi v smislu laiških združenj, v smislu socialne akademije, ki jo jaz vodim, v smislu škofij in tako naprej, določenih organizmov, se že kar vidijo in fino je, da se gre do izvedbe. Je pa res, da smo se velikokrat mogoče doslej pogovarjali o sami sinodi, nismo pa živeli sinodalno v smislu, da bi to si povedali, kaj se in poslušali, tako kot je Igor rekel, ne? Da bi prisluhnili glasovom, kaj je bistveno. No? Tako da jaz pričakujem to od izvedbene faze. Še več poslušanja, še več iskanja bistvenega, tistega fokusa, ne? In pa potem z drobnimi bistvenimi koraki. Saj to ni treba, da je veliko. Če najdeš tisto pravo bistveno, ne? Je dovolj droben korak v pravo smer, da se potem velika na rok 10 let, kot je tudi gospod Igor rekel, ne? Da dober športnik šele po 10 letih razvije se v vrhunskega lahko. Ne? Ja, podobno. No? Se pravi, mogoče se čez eno leto na evalvacijskih srečanjih sploh še ne bo kaj dosti videlo, ampak bomo verjeli mogoče, da je bilo krmilo prestavljeno za 2 kotni stopinji v pravo smer. Doktor Bahovec, preden se lotiva tudi sinodalnosti po Evropi, izjemno pomembna beseda je razločevanje, ki je večplastna. Razločevanje je osebno in je skupno. Razločevati pomeni, da človek vidi razliko med 2 stvarnostmi. Ne? En veliki učitelj ločevanja je bil Sveti Ignacij in on je videl, da človeku govori duh, Bog, po mislih in čustvih. In lahko so misli in čustvi usmerjeni v isto smer, ampak grejo v napačno smer. Ne? To vidimo, koliko tudi je gotovo hvase, direktno v napačno smer. Lahko so pa v napetostih. Torej, kako prepoznati, kaj govori en duh in kaj govori drug duh. Ne?
Proces v cerkvi razločevanja pomeni, da te napetosti, te različne usmeri, te duhove skušamo kot skupnost prepoznavati. Ne. Zdaj, če želimo razločevati, je gotovo treba imeti več elementov, ampak omenil bi samo 3. Prvi je biti človek zaupanja, da Bog vodi stvari. Brez verskega elementa razločevanja, duhovnega razločevanja ne more biti. Ne. Drugi element je, da zaupamo, da nam govori skupaj, ne enemu bolj kot drugemu, ampak skupaj nam govori zato, da gremo skupno pot, kot skupinsko razločevanje. Ne. In tretji element je, to je dejansko zelo pomembno, to je tisti duhovni, če temu rečemo asistent, voditelj, karkoli, ki pomaga, da se ena skupina tako giblje. Osnovni problem duhovnega razločevanja je, da človek misli, da sam lahko razločuje. Človek ne more sam razločevati, če nima ob sebi nekoga, ki je bolj izkušen. In to je v bistvu že v prvih stoletjih duhovnih očetov, cerkvenih, puščavskih očetov in mater. Ne. Biti z nekom, ki te spremlja. Sestra Marjeta, to se navezuje tudi na to, kako je nastal ogenj upanja z vašim razločevanjem obiskom v Rimu. Ja, sej, meni je zanimivo, ko zdaj gledam nazaj. Mislim, da nam je bila ta zgodba ognja upanja podarjena, da smo lahko izkusili, da to, o čemer beremo, se dogaja zares tudi v naši slovenski cerkvi, tako kot en izraz pozornosti. In je ponovno jasno, ne, da ne gre za eno osebo. Jaz sem bila en košček v tem mozaiku, ampak ker smo ena skupnost, občestvo, ki že hodi, čeprav nismo formalno organizirani kot neko društvo za sinodalno prenovo cerkve na Slovenskem, ampak smo del cerkve, hodimo skupaj in duh nas zmore najdeti, povezati, tudi mi smo že funkcionalno povezani, je bilo možno izpeljati skupaj tudi to preverjanje. Vse, ko je razločevanje, je v bistvu preverjanje, ali to, kar prepoznavamo, zaznavamo kot dobro, res od Boga, ali ne. In pri tem potrebujemo še drugega ali eno obličje, da je nekako se to objektivizira in presodi po nekih kriterijih. In to nam je bolj kot ne spotoma uspelo in se je tudi videlo po sadovih. Po sadovih tudi prepoznavamo. Potem, ampak to je za nazaj gledano, ampak na ta način se učimo, ker tudi okuse razvijamo. In rečeš, mi imamo, je telo in je duhovno telo. In so naša čustva duhovna in ta človeška. In s časoma nam je dano s pomočjo dejansko milosti, da to v sebi razvijamo in vsak osebno in potem skupaj. To nam pa pomaga, da se gibljamo kot telo tudi v pravi smeri in delamo bistvene odločitve, ki prinašajo sadove. Še nekje na začetku te sinodalne poti se mi je zdelo, da je bila zame definicija, ali pa prepoznavala sem, da je definicija sinodalnosti tudi taka bila malo zdravo kmečka. Reševanje problemov z ljubeznijo. Ker ko se res posvetimo drug drugemu in se začnemo poslušati, odkrijemo, da je problemov, težav, izzivov zelo veliko. Ker sicer ne bi bilo tega klica k prenovi, k izboljšanju sinodalnega načina življenja cerkve. In tukaj se je potrebno učiti in je res potrebna vera. To je tako duhovna pot, ker je lahko zelo naporna in bi veliko krat rajši pobegnili, kot se s tem soočali. Ampak na drugi strani konfliktov je mir. Jezus Kristus je prišel zato, da bi nas odrešil. On je tisto ločilno mejo sovraštva že podaril. In drug z drugim lahko najdevamo rešitve, ampak je ključ res v ljubezni. Je pa to zahtevno, ker gre skozi ranljivost, mi se odpremo, se lahko tudi prizadenemo, če naredimo kaj narobe, ampak imamo to milost odpuščati si. To je zelo duhovna pot cerkve, ki je pa lahko dejansko taka, da prinese več življenja. Ne bomo životarili, ampak bo več življenja, ni pa enostavna. Zelo lepa, ni pa enostavna, je pa možna. Doktor Bahovec, prejle ste omenili že spremembo kulture. Tukaj bi še želela z vami nadaljevati. Ste namreč član posebne skupine za sinodalnost pri Svetu evropskih škofovskih konferenc. Kako je sinodalnost v Evropi? Že v prvi fazi je bilo eno srečanje po kontinentih kot velikih kulturnih enotah. Torej, to je nekaj dejansko novega v procesu različnih iskanj cerkve, da je treba zelo upoštevati kulturo. In Evropa je kulturno
sicer raznoter, ampak vendar predvsej bolj podoben kontinent med seboj, kot recimo Afrika, pa Azija, pa tudi Severna Latinska Amerika. Ne. In v tem iskanju se je pokazalo, da dejansko par stvari, ki nas v Evropi združuje, je to ne samo sekularizem, ki je zelo v Evropi prisoten, ampak ta pluralizem, da ne znamo živeti skupaj, da ne znamo poslušati drugih cerkva, da ne znamo skupaj iskati. Ne. Bodi se sosedje, Slovenci, Hrvati, Avstrijci, ne, na neki ravni da, ampak dejansko en globlji proces je pa tukaj eno veliko vprašanje. Zato je tudi v tej izvedbeni fazi eno izmed srečanj namenjen določenih stvari po kontinentih, po teh kulturnih enotah in mislim, da dve stvari tukaj je zelo dobro reči. Glejte, nobena država, nobena lokalna cerkev ni samozadostna. Po drugi strani ni samo lokalna cerkev in velika cerkev, ampak iskati ta mestne kroge, da si pomagamo v iskanju. V Evropi je to toliko bolj pomembno, ker je en vidik sinodalnosti tudi ekumenizem, poslušati druge cerkve, torej poslušati tudi pravoslavno cerkev, tudi grko-katolike, tudi protestante do neke mere, ne? Odvisno kateri vidik in kako, ampak biti skupaj v tem poslušanju drugega. V Mursko-Soboški škofiji je bil redno zraven pri mnogih srečanjih tudi naš evangeličanski pastor. Druga stvar je pa, lejte, ko bomo prišli skupaj, zdaj to je šele sklicano počas, da bo v naslednjem letu, letos in naslednje leto je to tudi na tej kontinentalni ravni, je izjemno pomemben, da recimo tisti, ki bomo predstavniki, ne bomo predstavljali sebe, ampak bomo predstavljali kulturo skupnosti, iz kateri prihajamo. Zakaj? Ker, lejte, tako lepo je, ko se kulture srečajo in drugi omogočajo, da dihamo. Vizija cerkve je vizija enega lepega življenja skupaj, kjer vsak iz svojega da na mizo to, kar ima in vsak lahko izbere. Torej, tukaj je res en velik izziv tudi za sodobni evropski svet. Zakaj? Ker Evropa je postala zelo birokratska, veste. Ne? Spomin na očete Evrope, Schumana, mnogi med njimi so tudi katoličani, je spomin na identiteto in to nam manjka tudi v vseh drugih ozirih. In mislim, da bi lahko bil prav ta navdih in uresničevanje sinodalnosti v cerkvi tudi navdih za življenje znotraj civilnih in sekularnih skupnosti. Zakaj? Ker se zdi v človeku prebuditi tiste potenciale, ki jih skupaj z drugimi lahko živimo. In tukaj je res izjemno pomembna kultura. Ne? Izjemno pomembna. Ne? Tudi temu, da je Evropa različna, recimo skandinavski sever pa Mediteran sta si različna, ali pa srednja Evropa, vzhod-zahod, imamo vendar je toliko skupnega, da v srečanju pride tisto ven, kar sami ne moramo izraziti. Ne? O sinodi, sinodalnosti bomo seveda še veliko v prihodnjih letih govorili, nekako pa bi sklenili tole oddajo z mislijo pozivom papeža Leona XIV, ki torej vabi, naj cerkev ostane misionarska cerkev, ki gradi mostove, pa bi vsakega od vas prosila za en komentar še ob koncu oddaje. Jaz sem, tem, ko sem poslušala nas, še razmišljala o eni stvari, ker smo omenili, kaj so ene boleče točke naše slovenske družbe, kulture, tudi cerkve je bila ena razdrobljenost, individualizem, pomanjkanje dialoga, polarizacija. In mi se to z tega zavedamo, ampak kaj narediti, da bi bilo pa drugače, pa tako veliko vprašanje, ne, v glavi mnogih, v srcih mnogih. Imam eno izkušnjo ali pa en pogled od drugod, naučiti se razlikovati med tem, kaj je problem, kaj so pa polarnosti. Namreč problem lahko rešimo na tak ali pa drugačen način, eno ali drugo. Meni je počlo kolo na kolesu, mislim, guma spustila, moram ali napolniti ali pa zamenjati, ne, in pol bo šlo naprej. So pa druge stvari, druge napetosti, ki se pa ne dajo tako rešiti, ali ta stran ali druga. Je treba, v bistvu gre za dve dobri strani, recimo delo in počitek. Oboje potrebujemo, če želimo na dolgi rok iti naprej. Usmerjenost na ljudi ali pa na naloge. In naučiti se to, odkrivati, kako tisto tretjo pot najdeti, da eno dobro enega in drugega ohraniš, ne pa da tistega, ki ti je manj všeč, izločaš. To bi bila ena pot naprej in to je mogoče tudi slovenski prostor, graditi mostove, tudi s pomočjo sinodalnosti. Gospod Matej?
Ja, gradnja mostov je res, se mi zdi, en tak prvi poudarek sedanjega papeža in jaz sem bil tega poudarka zelo vesel. Sam pogosto delujem v civilni družbi med nevladnimi organizacijami. Vemo, kako v Sloveniji nevladne organizacije stojijo v smislu tega, kakšni pojmi se nalepijo in kako potem en del politike govori o njih, kako drug del politike govori o njih. Skratka, polarnost je tukaj zelo velika in velikokrat opazujem in tudi kot kristjan doživljam to nasprotovanje, se pravi biti, nevladnik je zame nekaj plemenitega, ko to poslušam v cerkvi, nisem ravno dobro sprejet s to identiteto, ko to poslušam v kakšnih drugih okoljih, sem ta čuden nevladnik in tudi nisem čisto dobro sprejet, no in vedno, ko se znajdeš pred človekom, ki je drugačen kot ti, kako zdaj iskati mostove, kako odmirati sebi, kako z njim najti dialog. In meni je to tak velik izziv in zelo rad grem v debate s tistimi drugačnimi, tako kot je gospod Bahovec že v več drugih primerih rekel, ne, da v vsakih drugačnih je delček tistih dobrovoljnih, ki so za dialog in tudi velik del tistih, ki niso. Ne, in identificirati tiste dobrovoljne, ki so za dialog in z njimi nekaj novega ustvarjati, rojevati. Z eno sodelavko na Socialni akademiji, ki je zelo drugače razmišljala, sva pred približno 5 leti rekla, midva sva toliko različna, da lahko narediva skupaj sam nekaj res tazga. In se je razvila ena spletna aplikacija Težke teme, ki omogoča ustvarjanje zmenkov političnih nasprotnikov. Dejansko se ti prijavaš in dobiš partnerja za pogovor, ki misli zelo drugače kot ti in si povabljen na zmenek z njim. Ne? Recimo, to je en tak primer tega, kako se na Socialni akademiji teh mostov lotevamo. Dr. Bahovec? Ja, jaz mislim, da novi papež nadaljuje delo pobudo papeža Frančiška, ki je sinodalno začel že kmalu na začetku, najprej sinoda o družini, potem sinoda z mladimi, ne? Potem sinoda o Amazoniji in zdaj sinoda sinodalnosti, ki je tekom svojega procesa nekatere stvari naredila, ki niso bile predvidene. Ne? Nihče ni predvidel, da bo tako dolgo trajala, ampak ko duh odpre, se človek odpre in gre naprej. Ne? 3 stvari se mi zdi, ki so lahko zelo pomembne. Najprej za kristjane. Za kristjane in za vse ljudi dobre volje bi rekel, sinoda nam pomaga, da se učimo ne samo poslušati, ampak tudi slišati. Ker je velik problem danes, ne, sliša drugega, kot on je. Cela. Potem dejansko se pogovarjati na način, da prisluhnemo, da skupaj nekaj razvijemo. Torej, to je pot ustvarjalnosti, to ni pot pasivnosti. Ne. Sploh bi pozabil tiste, ki smo si blizu, ali pa ki so si blizu ljudje, da gredo v dialog. Zakaj? Ker dialog jih bo prečisto in utrdo. Niso samo dialog z drugačnimi. In tretja stvar, mi smo dejansko v enem prehodnem času. Mislim, da sinodalnost je en predlog znotraj cerkve. Te poti, da skozi ta prehodni čas gremo v eno novo kulturo, ne v smislu katastrofe, ker se včasih zgodi s kakšnimi civilizacijami, ampak v smislu prehoda. Zagotovo pa je, da mnoge stvari, ki so pred stoletja, pa ki so stoletja moderne, dobre veljale, danes ne veljajo več. In vemo, kaj se zgodi z različnimi civilizacijami. Ne? Torej, to je možnost, da dejansko ustvarjalno odgovorimo in na izzive cerkve in na izzive sveta. Potrebna je pa zelo velika ponižnost. Ne? Zakaj ponižnost? Da nisem jaz tisti, ki vodim, ampak da skupaj z drugim, s teboj, z vami, skupaj z mi, gremo po tej poti. Torej, zaupanje iz ponižnosti. Spoštovani gostje, sestra Marjeta Pijaciuc, gospod Matej Cepin in gospod dr. Igor Bahovec, najlepša hvala za tale pogovor, za čas v studiu. Hvala. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala tudi vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Za tokratni podcast Sledi večnosti sva poskrbela tonski tehnik Janez Ahlin in novinarka Jasmina Bauman. Srečno! Sledi večnosti.